Moja dežela lepa in gostoljubna. Na terenu z dimnikarjem. Po sledeh dražb. V spomin na Hajko. 15 različnih krompirjevih jedi. Avsenikova glasba v podobah. V knjižnici Kapo dol. Lepo pozdravljeni. Turistična zveza Medvode je minuli petek zaključno prireditvijo v Kulturnem domu Medvode, tako kot že večkrat doslej sklenila letošnjo akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna. Podeljenih je bilo 10 priznanj v različnih kategorijah in 2 posebni priznanji. Večino njih je šlo v 2 krajevni skupnosti, kateri o tem v naslednjem prispevku. Akcija Moja dežela lepa in gostoljubna je bila prvič izvedena že pred 21 leti. Prva leta pod okriljem občinskega odbora za turizem in gostinstvo občine Medvode, zadnja leta pa pod okriljem Turistične zveze Medvode. Ja, mene moram priznati, da me najbolj veseli, ko vidim res vsako leto bolj urejene kraje, bolj ko se voziš po Medvodah, se mi zdi bolje urejeno. In jaz mislim, da ta Moja dežela tudi pripomore k temu, da ljudje še majčkeno bolj poskrbijo za svoje hiše in za objekte na splošno. Jaz sem zelo vesela, da sem v Medvodah doma. O tem, kdo so dobitniki priznanj v posameznih kategorijah v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna, v organizaciji in izvedbi Turistične zveze Medvode je po ogledu na terenu in po delno spremenjenem in dopolnjenem pravilniku odločala ocenjevalna komisija. Letos v sestavi Martina Šlaus, predstavnica občine Medvode in predsednica komisije, Marko Sušnik, turistični vodnik, Karlina Trajnen, predstavnica turističnega društva Pirniče, Milena Zupančič iz vrtnarstva Zupančič in Jure Galičič, predstavnik javnega zavoda Sotočje Medvode. Končne odločitve so bile znane na zaključni prireditvi akcije, ki je tokrat potekala ponovno v Kulturnem domu Medvode. Ko je bil datum, da morajo društva ali pa posamezniki oddati predloge, teh predlogov ni bilo veliko in je na srečo Turistična zveza, dajmo reči, dala v 6. predstavo in poskrbela za to, da je komisija imela kar nekaj predlogov. Moram pa reči, da po eni strani je imela težko delo, po drugi strani pa ne. Pa naj to obrazložim tako, ker so bili predlogi tako dobro izbrani, da v veliko kategorijah pravzaprav tudi ni bilo kaj veliko predlogov in so tisti lepši objekti kar nekako bodli ven in smo z veliko lahkoto te objekte tudi potrdili. V letošnji akciji je bilo podeljeno 10 priznanj v različnih kategorijah in 2 posebni priznanji. Komisija je posebno priznanje podelila družini Tomšič iz Pirnič za inovativno urejen, lahko bi rekli kar terasni vrt. A se lahko malo pohecam. Zato, da ne bi šel v vrt po stopnicah dol po solato, sem se jaz privoščil, da grem zdaj iz dnevne sobe po solato na mojo teraso. Ampak od spodaj imam garažo, ki je 9x8 in če bi mi dal gor karkoli, ploščice, vse ostalo bi bilo to polet prevroče in smo prišli na idejo, ki mi je sestra Karlina pomagala, da smo to nekako, to smo bili prvi, ki smo to delali pred 25 leti in smo probali, če bo ratal in zdaj imamo pa gor vrt. Ni vroče, zjutraj greš lahko na kavico v vrt in enkratno, moram reči, sem zelo zadovoljen. Letina je vsako leto dobra. Turistična zveza Medvode pa je posebno priznanje podelila krajevni skupnosti Vaše Goričane in turističnemu društvu Goričane Vaše za novo otroško igrišče v neposrednji bližini pristave, ki je sad dobre organizacije in povezovanje ljudi ter prostovoljnega dela. Po priznanje so prišli tudi goričanski parkeljni. Jaz moram reči, da sem presenečena nad tem. No, res pa je, mislim, da smo s fanti, bom rekla, v tem mojemu mandatu se kar nekako ujeli. Ideje so padale, prvo na svetu krajevne skupnosti, potem je bilo treba nekoga dobiti, da jih bo realiziral. Ena beseda je dala drugo besedo, eden je rekel, da bo to naredil, drugi je rekel, da bo to naredil in dejansko, bom rekla, smo malo po Medvodah hodili, malo smo po svet hodili in
Res iskrena hvala parkernem, bom rekla tudi mojemu možu za suport, tudi bom rekla, je bilo kar precej aktivistov, bom rekla tudi naš Marko Sušnik, naš podpredsednik krajevne skupnosti, nam je priskočil na pomoč takrat, kadar je bilo treba delati. V glavnem, vedno smo bili eno in isti, ampak zadeve smo speljali do konca. Že sicer je poleg posebnega priznanja na območje krajevne skupnosti Vaše Goričane bilo podeljenih še 5 priznanj. Za najlepše urejeno stanovanjsko hišo, zgrajeno po letu 1956, je priznanje prejela družina Vehovec iz Vaš, in to ne prvič. Za najlepše urejeno hišo, zgrajeno pred letom 1956, pa družina Tomšič iz Rakovnika. Za najlepše urejen industrijsko-podjetniški objekt je komisija letos razglasila Avtoservis Setnikar. Za najlepše urejeni prenočitveni objekt pa apartmaje Domovoj družine Gomilar. Prav tako iz Vaš, ki privablja turiste v svoj dom, ki sta ga zakonca sama izrisala in uredila preko prenočitvenega portala booking.com. Zakaj privabljati turiste v Medvode? Ja, mi smo, preden smo sem prišli, veliko sami potovali, veliko smo imeli stika z drugačnimi ljudmi in to nekako samoumevno se potem iz tega izpeljalo, da poleg te arhitekture, kar mi lepo radi počnemo, smo želeli tudi imeti stike še vedno s temi ljudmi iz tujine, seveda pa mislimo, da so to eni najlepši kraji, drugače ne bi se sem preselili, a ne. Kakšen je običajen komentar mogoče nekoga, ki pride prespat k vam? Ja, pravi, da mu je zelo všeč, da je krasno, perfekt, da je zelo super, no? Tako da smo mi tega zelo veseli. Zakaj Domovoj? Zato, ker je to zaščitnik doma, kar je tudi zelo pomembno. Če ti tako odpreš dom, moraš imeti hkrati tudi neko svojo zaščito, da znaš to ločiti in hkrati tudi, da se drugi dobro v tem domu počutijo. Kar 4 priznanja pa so šla na območje krajevne skupnosti Smlednik. Zakaj menite, da je šlo toliko priznanj letos v krajevno skupnost Smlednik? V Smlednik se skozi trudimo na enem področju, na drugem področju, se pravi kot krajevna skupnost, skozi turistično društvo, občani so eni in isti, da se si pomagamo, ampak tako je, ne? Če ne bomo delali, sodelovali, izboljšavali, se nikamor ne pride. In taka priznanja, to so spodbude. Krajevna skupnost Smlednik je priznanje prejela za najlepše urejeni javni športni objekt, torej športni park. Priznanje za lepo urejeni stanovanjski hiši je šlo v roke družine Novak iz Smlednika in družine Jenko iz Dragočajne. Priznanje za najlepše urejeni infrastrukturni objekt, ki je letos park ob križišču v Smledniku, pa je prejelo Turistično društvo Smlednik, ki je tokrat poskrbelo tudi za prikaz oblačilne dediščine kraja. Pač noša taka, ko je, tako, ko so narisali in taka je in ponosni smo na to, da za tak majhen kraj, kot Smlednik, da ima svojo nošo, tudi v okviru občine Medvode, a ne, in treba je to nošo na plan postaviti. Iz katerega leta je to? Se mi zdi, da je bilo najdlje narisan leta 1800 pa še nekaj, ne. V kategoriji naravna in kulturna dediščina je za kozolec v Žlebeh, ki je postal svojevrstna galerija, priznanje v imenu Turističnega društva Žlebe Marjeta prejel Lado Vidmar, ki je tako kot Karel Vernik prejel priznanje na letošnjih dnevih slovenskega turizma pred slabim mesecem dni. Moram reči, da smo še premalo ponosni na svoje člane. Mi jih imamo še veliko več in jaz se bom trudila, da bo vsako leto sigurno 1-2 predlagana za ta priznanja. V kategoriji javni turistični objekti pa je za novi turistično-informacijski center, ki deluje v obnovljeni železniški postaji, priznanje prejela tudi občina Medvode. Res sem vesel in verjamem, da tudi vsi moji sodelavci tega, da je bilo to dejanje lansko leto oziroma v letošnjem letu zaključeno, opaženo in vesel, da vsako leto lahko s kakšno malenkostjo dodamo kamenček v mozaik tega, da so Medvode še lepše. Se mi zdi, da ste lansko leto na podobni prireditvi obljubili to spremembo. Boste danes kakšno spremembo spet obljubili za prihodnje leto? Ja, res je veliko projektov v teku.
Mogoče, tako kot sem prej v uvodnem nagovoru rekel, si želim, da bi prihodnje leto kakšen grdi raček v sredi centra Medvod odletel. To pomeni, da mogoče tiste 1 oziroma 2 točki, ki vsi vemo, da najbolj kazita, sta najbolj taki žalostni zgodbi centra Medvod, v prihodnjem letu ne bo več in da bo na tistem mestu bodi si zrasla nova dejavnost, bodi si stara stavba najdla novo namensko rabo. S tem je mislil na propadajočo nikoli dograjeno športno dvorano ob načrtovanem športnem parku Medvode in propadajočo, nekdaj pa reprezentativno stavbo, ki je bila sprva Sokolski dom, nato zdravstveni dom in na koncu poslovna stavba Donit Tesnita. V svoji več kot 20-letni zgodovini je bilo v okviru akcije Moja dežela lepa in gostoljubna podeljenih tudi 7 pelinovih cvetov tistim objektom, ki kazijo podobo Medvod. Ima komisija tisto pristojnost oziroma ste kdaj razmišljali o spremembi pravilnika, pa bi rekli, gremo kot kakšen turistični drobnogled na teren in povemo svoje? Turistična komisija oziroma komisija, ki nekako ocenjuje objekte in kraje, ima pristojnost, da sama na terenu nekaj opazi, to predlaga oziroma oceni in podeli priznanje. In to smo ne le letos, tudi v preteklih letih prakticirali. Tako da nekako se mi zdi, da bi morda morali nazaj uvesti, vsaj pri nekaterih segmentih, tisto pikico grajanja, pa ne v slabem smislu, ampak v tistem, morda se bo pa zaradi te naše opaske kaj spremenilo. Tako da načeloma pa mislim, da mora biti komisija tista, ki tudi tam, kjer je vse lepo urejeno, pa mogoče en segment ni, to pove tudi nazaj. Ne samo da reče, kako je bilo vse super, ampak da pove tudi, tam bi se pa lahko še malo bolj potrudili. Ocenjevalna komisija se iz leta v leto sooča z manjšim številom predlogov za prejemnike priznanj v posameznih kategorijah. Glede na letošnjo spremembo pravilnika je lahko komisija ocenjevala tudi objekte brez predhodnega soglasja lastnika ali upravljavca, ki bi ga moral pridobiti predlagatelj. Je rdeča nit temu, da komisija naredi svoje, da je predlogov seveda čim več. Ne sramujte se urejenih sosedov, raje jih nagradite s tem, da jih predlagate. Res je lepo, iz leta v leto je lepše, to je treba povedati, pa ne samo zaradi urejenih hiš, ampak urejenih splošnih objektov. Res pa je, da je pa še mogoče še to lahko povem, komisija bi si vseeno želela, da bi osnovne šole, da bi se javni objekti mogoče še malo bolj potrudili. Pa ne samo zaradi tega, ker komisija pride na obisk, ampak zaradi tega, ker mislim, da so ravno ti javni objekti nekako tudi zrcalo občine. Turistična zveza Medvode je za izvedbo celotne prireditve prejela manj kot tisočaka, zato ni šlo brez pomoči javnega zavoda Sotočje, ki je brezplačno dalo prostor in tehniko, ter naše televizije, ki je poskrbela za samo organizacijo in izvedbo zaključne prireditve, ki si jo boste lahko v celoti ogledali prihodnjo sredo. Poleg mladih sodelavcev naše televizije sta jo sooblikovala še akustični duo Ana Lucija Jezeršek in Tilen Sušnik, harmonikaš Žan Kajzer ter vokalna skupina Fone Megale. Torej, že danes apeliramo, ko bo prihodnjo pomlad Turistična zveza Medvode na vas naslovila apel, da predlagate dobitnike priznanj v posameznih razpisanih kategorijah. Tole storite in potem na zaključni prireditvi čez leto dni vendarle zaploskajte tudi svojim favoritom. Nadaljujemo pa z novico, da je svet javnega zavoda Sotočje Medvode začel postopke za razrešitev direktorja Gorazda Renka. Kot je pisno pojasnila predsednica sveta javnega zavoda Katarina Galov, predstavniki sveta menijo, da direktor ne uspe implementirati in realizirati nalog s pomočjo svojih podrejenih, za katere se dogovorijo na sejah oziroma se on dogovori na posameznih strokovnih svetih. Zato je 25. oktobra svet zavoda sprejel sklepe, s katerimi je bil začet postopek za predčasno razrešitev direktorja zavoda. Citiramo: Temeljni razlog za to odločitev so bili očitki o malomarnem opravljanju in zanemarjanju opravljanja funkcije direktorja in neizvrševanju sklepov sveta zavoda in delovanje direktorja v nasprotju z njimi. Direktor je bil z očitki strani sveta seznanjen in pozvan, da se o njih izjavi.
Dne 13. novembra pa je svet zavoda odločal o predlogih sklepov za razrešitev direktorja in ugotovil, da so očitki utemeljeni ter sprejel odločitev, da se direktor predčasno razreši. Kršitve in opustitve pri delu direktorja so bile ugotovljene predvsem v zvezi s programom dela in finančnim načrtom za leto 2017, zaradi česar so bila tudi zmanjšana sredstva financiranja dela zavoda. Konec citata. Kot so nam povedali v škofjeloškem podjetju Dimko, ki je v preteklosti kot koncesionar 10 let opravljalo dimnikarske storitve v naši občini, se ni veliko spremenilo, saj so jim stranke večinoma ostale zveste. Dejstvo pa je, da je približno 5% lastnikov kurilnih naprav, kar pomeni 170 lastnikov, že v preteklosti prelagalo odločitve v zvezi z obiski dimnikarja oziroma ni želelo, da bi Dimko pri njih opravljal meritve in čistil kurilne naprave. Tako menda obstaja tudi lastnik, ki že 10 let ni pustil pogleda v svojo kurilno napravo. V podjetju Dimko opozarjajo, da so kot podjetje za izvajanje dimnikarskih storitev dolžni pisno obvestiti Ministrstvo za okolje o teh kršitvah. Tako bo država vsem tem neodgovornim lastnikom kurilnih napeljav, v katerih dimnikarji niso mogli izvesti čiščenja in izmeriti plinov, avtomatsko pošiljala kazni. Po novem si občani lahko sami izberejo katerokoli dimnikarsko podjetje, ki ima seveda dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. Njegovi dimnikarji pa imajo novo licenco za opravljanje dejavnosti. Če lastniki kurilnih naprav ne bodo poiskali novega dimnikarja, bo storitve še naprej opravljal dosedanji koncesionar, seveda pod pogojem, da bo s svojimi dimnikarji izpolnil pogoje za uvrstitev na objavljena seznama Ministrstva za okolje. V nasprotnem primeru bodo uporabniki prisiljeni izbrati drugega dimnikarja, saj jim sicer grozi kazen od 60 do 100 evrov. Naslednjič bodo lahko dimnikarja menjali v prvi polovici leta 2018 in enako do konca junija tudi vsako naslednje leto. Po podatkih Ministrstva za okolje je v Medvodah 3401 kurilna naprava. Zanje pa, kot nam je pojasnil dimnikar Robi Bauman iz podjetja Dimko, različno skrbimo. Pridružili smo se mu med napovedanim obiskom stranke v Zgornjih Pirničah. V Medvodah kar skrbni, da skrbijo za te stvari. So pa tudi izjeme seveda, ki pa ne znajo kuriti. To je največji problem pri drvih, ki preveč zapirajo lopute, da šparajo na drvih, samo to se zelo malo prešpara. Več se škode naredi, kot pa da se prešpara. Lahko pa rečem, da so kar skrbni. Ja, zastarelih je kar nekaj, samo vsi ljudje nimajo denarja, da bi menjali, ker vsaka dobra peč je zelo draga. Tako da se po najboljših močeh se trudijo, starimi pečmi še vedno. Tako da nimaš kaj, Se pravi, mi smo bili danes tukaj za oljno peč, Kje zdaj tukaj prevladujejo? Zaenkrat je vse nekako isto, Je pol, bi rekel. Da dosti jih je zdaj že nekako na toplotnih črpalkah. Drugače pa še vedno olje, drva, nekako isto, pa peleti, Dimnikarji v osrednji Sloveniji opažajo, da se je stanje v zadnjih 5 letih povsod poslabšalo. Veliko lastnikov se je namreč odločilo obnoviti stare kamine. Mnogi imajo tudi stare kotle, v katerih kurijo premalo suh les oziroma nekakovostno biomaso. Kot posebej problematično v Dimku izpostavljajo biomaso iz Bosne, ki jo potem običajno primešajo kateri drugi. Posledica tega pa je pretirano onesnaževanje zraka z delci PM10. V Medvodah 3 dimnikarji iz podjetja Dimko opravljajo letne preglede kurilnih naprav, čistijo in merijo na istem obisku. Tako je bilo tudi prejšnji petek pri Čoličevih v Zgornjih Pirničah. Dimnikar je v manj kot 1 uri opravil letni pregled, očistil oljno peč in izvedel meritve. To je relativno hitro čiščenje zaradi peči, ker je lahek dostop, ta peč se lepo puca, ker niso vse iste peči.
Nekaterih se zadrži samo pri šraufanju toliko cajta, ne. So zelo različne, kar bi jaz mislim, da bi lahko, ne vem, cenik se delal nekako po kar ima stranka, ne, kako vzdržuje, kaj vzdržuje. Pa če je redno vzdrževana, je seveda bi bilo cenej. Račun je za čiščenje komplet pri olju, čiščenje, meritve, letni pregled, da se pregleda vse, je tam 45 evrov. Če se izkaže, da je peč čista, dimnikar samo opravi letni pregled in meritve ter izstavi račun v višini 32 evrov. In kaj pravi lastnik? Naprava peč je stara od 2002, 20. septembra smo jo montirali in od takrat smo porabili, oziroma je grela 5880 ur. Od 2002. Zelo malo porabo imamo, ker je peč modri plamen. To je zelo dobra peč in imamo zelo toplo noter, tako da pokurimo zelo malo olja. To je družinska hiša, to se pravi, v bistvu imate kar veliko. No? Ja, družinska hiša je enonadstropna, ampak gornji sprat ne kurimo, razen če imamo obiske. Kar ima svoj razpored in vsako leto pred iztekom celega leta dobimo obvestilo, da dimnikar pride počistiti peč. In vi se temu pač odzovete, mislim, če se le da, ne odlašate? Ne, nismo nikoli odlašali, razen če smo bili odsotni. Poleg oljne peči ima še pečna drva, v kateri tedni kuri, kot pravi, suhe mizarske odpadke. To peč pa bo dimnikar Robi očistil enkrat drugič. Glede novosti pri izbiri dimnikarja pa je sogovornik povedal. Zdajle moraš dobiti drugega dimnikarja iz drugega kraja, ampak cenik za celo Slovenijo je isti. Ni nič cenejši onaj, ko pride iz Grosuplja ali iz Ljubljane, kot ta, ko pride iz Škofje Loke. Tako da, recimo, če rečeva, ste s tem zadovoljni? Pa kaj če, zadovoljen, nimam kaj, dimnik mora biti čist. Račun pa pride? Račun takoj dobim. In ga plačate? Ne, vedno plačam, kadar ga izstavi. Ima zdajle on tisto kaso s sabo in izstavi mi račun in gotov. In je poravnan. Ja. Si pravim, no, ni problemov, ni dimnikarom, z davkom, ni nobenih stvarima. Plačamo vse sproti. 2-3 dni pred iztekom. V Dimku zadnje čase opažajo, kako hodijo posamezni dimnikarji brez ustreznih dokumentov od hiše do hiše. Ko opravijo storitev in izdajo račun, ali pa tudi ne, se izkaže, da v resnici niso iz Dimka in da so se strankam lažno predstavljali. Storitev tako tudi ni zavedena v evidenci. Iz Dimka opozarjajo, naj občani ne nasedajo lažni predstavitvi in dodajajo, da iz njihovega podjetja vedno prej pokličejo stranke oziroma obvestijo, da pridejo. In ko zagledamo dimnikarja, še velja, da se moramo za srečo prijeti za gumb. Velja, ja, seveda. Obvezno se za gumb držati, srečo zaželiti in tudi verjeti v njo, ne, da bo res sreča. V prejšnji informativni oddaji smo napovedali, da bo v Smledniku 22. novembra prva dražba, na kateri bo stečajni upravitelj Golf projekti Tomaž Čad po izklicni ceni 5,7 milijona evrov prodajal igrišče za golf, vse objekte na njem, zemljišča in opremo za namakanje. Omenili smo, da so za nekatere še bolj kot samo igrišče za golf zanimivi načrti o gradnji 22 lesenih vil na zgornjem delu igrišča za golf in tudi gradnja luksuznega hotela v bližini parkirišča. Gre za zemljišče, ki je bilo v lasti podjetja Golf Consulting, to pa je v stečajnem postopku 1 leto. Nekoč pa je bilo matično podjetje Golf projekti. Na spletni strani Ajpesa smo namreč opazili, da je stečajni upravitelj
Bojan Klenovšek zemljišče, ki meri nekaj čez 39.000 kvadratnih metrov oziroma 3,9 hektara, že prodal na prvi javni dražbi 13. julija letos po izklicni ceni 800.000 evrov. Kupnino in davek je podjetje Vergan d.o.o. trgovine in storitve iz Kopra poravnalo v septembru. Podjetje, katerega lastnik je Adria, nima sredstev, nima zaposlenih, njegovega direktorja Rusa Igorja Zaharova pa se je v medijih omenjalo v povezavi s hotelom Kubo in drugimi podjetji. Silvo Zorec, stečajni upravitelj podjetja Bioštrom, je včeraj 15. novembra na spletni strani Ajpesa objavil razpis za prvo javno dražbo nekdanjih Biostromovih nepremičnin oziroma zemljišč v Zgornjih Peničah, na katerih je stala bioplinarna. Dražba bo 20. decembra v prostorih stečajnega upravitelja v Mariboru. Izklicna cena za zemljišči, ki skupaj merita dobrih 28.000 kvadratnih metrov, je dobrih 881.000 evrov. Na dražbi pa bo lahko sodeloval vsak, ki bo prej plačal varščino v višini 44.000 evrov. Kot je navedeno v sporočilu stečajnega upravitelja, čez del zemljišča poteka 20 kV daljnovod. Na njem pa je nekoč stalo 11 objektov, ki so bili zaradi nelegalne gradnje v postopku upravne izvršbe odstranjeni. Na zemljišču stoji še fermenter, objekt naprave za bioplin in nedograjen hlev. Ostalo pa je tudi še nekaj nezasutih jam. 11. novembra se spominjamo 16 borcev, ki so leta 1944 padli med silovito Hajko, katere prizorišče je bilo celotno področje naše občine desno od reke Sore. Vrsto let so se borci in tisti, ki spoštujejo vrednote narodno-osvobodilne borbe, na ta dan zbirali v domu krajanov v Sori. Sedaj pa so se padlim borcem že 5. leto poklonili ob spomeniku v dolini Ločnice. Poleg govorcev so pri krajši prireditvi sodelovali tudi učenci in učenke podružnične osnovne šole Sora, ki dobro poznajo dogodke druge svetovne vojne. 11. novembra se medvoški borci in vsi, ki spoštujejo vrednote narodno-osvobodilne borbe, spomnijo dogodkov v dolini Ločnice. Že 5. leto zapored so poklon padlim izvedli ob tamkajšnjem spomeniku. Letos so bili organizatorji zadovoljni samo izvedbo, žal pa se dogodka udeleži malo ljudi. Žal premalo obiska, premalo tistega, saj svojci teh pokojnih bi lahko bili. Saj niso vsi, neki so še živih, ali ne vemo zakaj, komu so se zamerili, to se lahko vprašamo, ali je pa slaba vzgoja. Hajka je leta 1944 potekala od Šentvida prek medvoških Polhograjcev do Škofjeloškega hribovja in v nižini vse do Gosteč. Vrhunec pa je dosegla v dolini Ločnice, kjer so v novo zapadlem snegu Nemci izsledili partizane. Na tisti dan je padlo 16 borcev, aktivistov in kurirjev. Vsako leto se dogodka udeležijo učenci podružnične osnovne šole Sora, ki so dobro seznanjeni s tem delom slovenske zgodovine. Zelo super mi je bilo zdajle, ko se toliko ljudi zbrali, pa zelo všeč mi je bil ta zbor tukaj. No, koliko pa v šoli vam namenijo, recimo, koliko imate znanja o tovrstnih dogodkih, o tej zgodovini Slovenije? Kar veliko sem jih imela jaz, ko sem šla tudi v vojaško zgodovino, kako je bilo v prvi pa drugi svetovni vojni. Koliko veš o tem dogodku? Že kar nekaj, pa zelo mi je bilo všeč. Najbolj mi je bil všeč pevski zbor, pa lepo so peli, pa lepe besede je rekel gospod. Učenci in učenke so zrecitirali nekaj najbolj znanih pesmi naših medvojnih avtorjev. Njihovo vsakoletno udeležbo so pohvalili tudi borci. Jaz sem vesel, da so vsako leto z veseljem udeležijo učenki osnovne šole, podružnične šole iz tu najstarejše šole iz sosedne vasi, Sore. Vedno je dober program, bogat, vsebinsko povejo, kaj so napisali tisti naši Slovenci, lepe besede, največ pa njih pesniki iz časa narodno-osvobodilne borbe, ki so res pisali iz srca in predani, z dušo in telesom.
Po besedah Vladimirja Bertonclja bodo to sodelovanje tudi nadaljevali. Ne bodo se učili le o narodno-osvobodilni borbi, temveč tudi o prvi svetovni vojni in pomembnejših dogodkih med obema vojnama, ki so se dogajali na območju naše občine. Gradiva je ogromno in mislim, da je čas, da to tudi mi storimo, dokler smo še, kajti gradiva, šolskega gradiva, takega v domoznanstvu, žal v našem času šola nima, kar se slabo piše za naprej, ampak ta osebni kontakt, ki ga imamo z mladimi, tega nikdar ne pozabijo. Za začetek že načrtujejo pohod od Sore do Belega potoka, kjer bodo učenci videli lokacijo medvojnih tiskarn in s tem lokacijo ponatisa Prešernove Zdravljice. Že prejšnjo sredo so v Društvu upokojencev Medvode pripravili sedaj že tradicionalni 4. krompirjev dan, na katerega so povabili tudi prijateljsko društvo iz Kočevja. Postregli so nam s kar 15 jedmi iz tega super živila, med drugim tudi s krompirjevo potico, štrukli in piškoti. Cesarica Marija Terezija je tista, ki je z okrožnico pred 250 leti zapovedala sajenje krompirja na Slovenskem. Majda Tratarjeva pa je tista, ki je bila v Društvu upokojencev Medvode pobudnica in je največja zagovornica krompirjevega dneva. Letos že 4. leto zapored. Odločili smo se, da bomo imeli krompirjev dan, ker je krompir taka naša splošna hrana, ne. Letos smo dodali še slovenska super živila, to se pravi zelje, repo, kolerabo in tako naprej, s katerim pravzaprav mi živimo, ne. Naše okolje je tako, da to kuhamo, da imamo radi, imamo to v genih, ne. Težko rečem, da je neka kvinoja za medvoško okolico pomembna, ne. 10.000 kilometrov stran gojena, ne prilagojena na nas, ne vem kako obdelana, kemično in tako naprej, da sploh do sem pride. Naša superživila so naša superživila, ki tle rastejo, ne. Tratarjeva v krompirju vidi le dobro. Je tisto živilo, ki ga lahko pripravimo skupaj z vsemi drugimi superživili. In še, krompir ne redi le tisto, kar mu dodamo, omake, ocvirki. Vi ga najraje jeste v kakšni obliki? Jaz sem krompirjevc, jaz jem v vseh oblikah, sam da je. Letos so članice Društva upokojencev Medvode pripravile kar 15 različnih jedi iz krompirja, med njimi tudi nekaj nenavadnih. Že tokrat so imeli v mislih, da bi k vsaki jedi dodale tudi recepte, pa jim je zmanjkalo časa. Bo pa to izziv za prihodnje leto. Za vami je 15 jedi iz krompirja. Avtorica katere izmed njih ste vi osebno? Krompirjeve salate. In sicer navadna krompirjeva salata, tako kot se dela, z majonezo, potem z jurčki in pa z olivami. In od tega, kar danes tukaj preizkušate, je kakšna stvar, ki jo še niste preizkusili in jo boste danes z veseljem? Ja, je, kar enih par je takšnih, da sem že probala in še bom. Mogoče tista, ki vas je najbolj presenetila izmed teh? Ja, krompirjevi štrukli, ti so mi super, krasni in to bom tudi jaz doma malo razveselila. Meni osebno se zdijo piškoti iz krompirja super, ne. To je nenavadno, jaz tega doma ne kuham, ne. Drugače so pa tele potice, musake, zloženke, razne krompirjeve juhe z različnimi dodatki, to je vse odlično, ne. In to je vse delo vaših oziroma članic Društva upokojencev Medvode. Kaj od tega ste mogoče vi pripravili? Jaz sem kočevarsko potico. Krompirjeva potica z jajci in prepraženo čebulo. To zato, ker ste dobili posebne goste danes? Tudi zato. Medvoški upokojenci so v svoje vrste povabili tudi goste iz sosednjih društev, predstavnike občine in drugih organizacij, pa seveda tudi pobrateno društvo Kočevje. Kar 25 se jih je odzvalo povabilu. Kako ponosni ste na svoje članice, da vedno uspejo presenetiti? Skozi bolj. Ja. Moram reči, da meni je vedno lažje, ker imamo v društvu res ljudi, ki
vodijo pač tisto, kar se dogovorimo. Nekaj ženske se dogovorijo in pomagajo. Res sem ponosna kar na celotno društvo upokojencev Medvode. Upravni odbor Društva upokojencev Medvode je že sprejel tudi koledar aktivnosti in obeta se pester konec leta. In številne aktivnosti tudi v Zlatem kotičku v blagovnem centru, nad delovanjem katerega uspešno bdijo tudi medvoški upokojenci. Seveda, če človek pogleda tisti plakat, ki visi na vratih v prostor Zlatega kotička v Mercator centru, je tam navedenih vrsta nekih organizacij in ustanov, ki naj bi sodelovala pri izvajanju različnih programov dejavnosti. Zdaj, tako bom rekla, da nekako se kar obdrži ta Zlati kotiček. Nekatere prireditve ali pa nekatera srečanja so bolj zanimiva za ljudi, nekatera so manj številčno obiskana, ampak kako jaz rečem, da nekako, to je grda beseda, porivamo naprej, ga želimo ohraniti. Likovna sekcija Kuda Pirniče in gledališče OTH sta v petek pripravila prav poseben večer. Brata Peter in Andrej Militarov sta poskrbela za odrsko in likovno upodobitev večne glasbe Slavka Avsenika. Dolgoletno prijateljstvo in umetniško sodelovanje med Andrejem Militarovom in Slavkom Avsenikom je bilo žal leta 2015 tragično prekinjeno. Ostala pa je še obljuba, da bo nekoč Slavkova glasba obstajala tudi na platnu. Za slednje je poskrbel Andrej Militarov, ki je izvrstno upodobil nekatere izmed številnih Avsenikovih pesmi. Poseben pomen pa imajo seveda lovske pesmi in slike. V domu krajanov v Pirničah na odru Treh herojev je minuli petek potekal poseben glasbeno-umetniški večer. Brata Peter in Andrej Militarov sta pripravila dogodek namenjen večni glasbi Slavka Avsenika z naslovom Avsenikova glasba v podobah. Andrej je glasbo upodobil na platnu, Peter pa je v ta namen pripravil spevoigro z naslovom Pesem domača naj zadoni, v kateri so nastopili ansambel Ajda, Lucija Grm, Iva Grabnar, Živko Beškovnik in Klemen Košir. Ta projekt je nastajal na osnovi tega, ker sva že pred 30 in 35 letnim spokojnim Slavkom sodelovala, ko me je prosil, da mu poslikam njegov čebelnjak na vrtu njegovega očeta in se mi je tema zdela zelo zanimiva. Tako da sem dobil navdih tudi potem za nadaljne slikanje. Leta 1993 je bil iz poslikanih panjskih končnic narejen tudi velik koledar galerije Avsenik. Več kot 30-letno sodelovanje, ali bolje rečeno prijateljstvo, med Andrejem in Slavkom je obrodilo preko 100 slik Avsenikove glasbe, ki je za slikarja predstavljala velik navdih. Kaj si človek zamisli, recimo, ko prebere naslov ali pa besedilo neke pesmi, zdaj pa kakšen navdih, kakšno domišljijsko predstavo človek dobi, da to pol ilustrira. To je predvsem domišljijsko delo. Zdaj, lažje je bilo prej, ko sva Slavko tam to skrbela, ko mi je on dal napotke, on je rekel, to bi imel rad na sliki, to bi imel rad na sliki, je bilo meni lažje. Zdaj sem pa to delal čisto sam in jasno je, da vsaka slika bi se lahko spremenila, vsaka ilustracija bi se lahko spremenila. To je pač čisto moja zamisel neke slike, kako jo ilustrira. Veliko slik je nastalo iz Andrejeve in Slavkove ljubezni do lovstva in bogastva, ki nam ga ponuja narava. Največji vtis pa so na avtorju razstave pustila besedila Marjana Stareta, njegovo pesem o divjem petelinu je uglasbil Slavko Avsenik, na platnu pa jo je upodobil sam. Meni se izredno dopadajo besedila Marjana Stareta. Ko ni bil lovec, Slavko je bil lovec, Stare pa ni bil lovec, pa je napisal recimo pesem o divjem petelinu, tako doživeto, da sem potem ilustriral to melodijo, potem je pa gospod Miha Dolmin z tega naredil film, ki bo tudi danes predvajan. Na pesem o divjem petelinu je Andrej naslikal 21 slik, ki so bile predstavljene v videofilmu.
Film je Andrej želel Slavku podariti na njegov 86. rojstni dan, a je žal usoda želela drugače. Slavko Avsenik se je leta 2015 žal poslovil. Vseeno pa lahko rečemo, da bi bil nad razstavo in nasploh petkovnim kulturnim večerom navdušen. Sami si razstavo Avsenikove glasbe v podobah lahko ogledate v predverju Doma krajanov Pirniče vse do 19. novembra med 16. in 18. uro. Še dober teden dni si lahko v knjižnici Medvode, ki prihodnji teden praznuje dan splošnih knjižnic, ogledate zanimivo razstavo ilustracij in animacijo nekdanje medvoščanke Melite Vizjak, uporabnice varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar v Ljubljani. Likovno se je Melita Vizjak začela izražati že v osnovni šoli, zadnja leta pa se posveča tudi izražanju prek novih tehnologij skupaj z mentorico Eriko Pavlin. Pod mentorstvom Nade Nabernik pa se je preizkusila tudi v oblikovanju gline, predvsem uporabnih izdelkov, kot je bila tokrat na primer skleda za sadje, ki jih tudi sama poslika. Tokrat pa so v knjižnici razstavljene predvsem njene ilustracije, ki bodo, vse tako je bilo obljubljeno na tokratnem odprtju, dobile tudi knjižno izvedbo. Svojo krstno predstavitev so ilustracije na temo nesnovne kulturne dediščine jezika dobile že pred skoraj 3 leti, ko je Melita razstavljala na Likovni akademiji skupaj s podiplomskimi študenti ilustratorke Alenke Sotlar in prejela častno oceno 10. Da ne bom preprevzetna, ampak bi rekla, da je to ena lepših razstav, ne zato, ker smo mi avtorji ali pa naše dekle, ampak zaradi tega, ker je tako malo spoštovanja našega slovenskega kulturnega jezika in ker so reki, izreki in metafore tako zelo lepi v našem jeziku in ilustracija, ki opisuje, orisuje to zadevni del jezika, še posebej žlahtna. Kar se animacije tiče, pa tudi res sodobna umetnost zahteva malček več moderne tehnologije. In Melita ji kot dekle z nekimi, mi jo imenujemo posebnimi čudežnimi potrebami, kar lepo dohaja in ji sledi. Danes 26-letna Melita Vizjak je obiskovala šolo s prilagojenim programom Center Janeza Levca v Ljubljani in nato šolanje nadaljevala na ljubljanskem biotehničnem centru. Pridobila je naziv pomočnica peka in slaščičarja. Danes živi predvsem v bivalni enoti na Vrhovcih, saj je pred 7 leti začela delati oziroma ustvarjati v varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar, ki je prav z Melitino razstavo v Medvoški knjižnici naredil uvod v praznično leto. 50 let delovanja. Gre za organizacijo, ki omogoča odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju kvalitetno življenje tako, da izvaja in razvija programe vodenja, varstva, dela in bivanja, ki so prilagojeni njihovim potrebam in sposobnostim. Po načelu biti vključen, biti aktiven, kar Melita prav gotovo je. Kako bi opisali potem Melito glede na vajin ustvarjalni proces in odnos? Menim, da sva ga že v teh letih, kar delava skupaj, koliko let bo tega, 5, kar dobro skalili, tako kot sem danes že omenila, se včasih malce sporečeva in kot je že naša direktorica Nadja Gantar omenila, ja, ustvarjalci so malce včasih trmoglavi, kar je prav in takšna je tudi Melita, zato je ustvarjalna, radovedna. Tudi to drži, da mora biti ustvarjalec malce egoističen, če ne ni dobrih rezultatov. Mislim, da jih danes zelo lepo dokazuje. Mislim pa, da se kar fajn in dobro razumeva in da kljub temu, da je včasih se krešajo iskre, globoko spoštujeva ena drugo. In kaj ob vsem tem slišanem pravi avtorica sama? Kaj je tisto, kar te najbolj veseli? Risanje. Najrajše rišeš. Kako pa obvladaš tale računalnik? Sem slišala, da boš dobila nov računalnik. Imam žiga. In kje si pridobila vse to znanje, da sedaj obvladaš to? Že skozi iščem. To se pravi, iščeš in potem dobiš pomoč in ustvarjaš. Danes smo slišali, da bodo tvoje ilustracije v knjigi. Se veseliš tega oziroma kaj ti pomeni to, da bodo tvoje ilustracije v eni taki knjigi? Veliko, ja.
tisto, kar si danes slišala, pa so mentori povedali o tebi, kako bi pa ti sama sebe opisala? Rekli so, da si včasih malo trmoglava, pa svojeglava, pa da je to za umetnost v redu in za ustvarjanje. Prav so vse povedali. Ne bom nič komentiral. Kaj bi pa ti rekla o svoji mentorici, glede na to, da je ona povedala nekaj o tebi? Je zahtevna? Je. In kdaj se torej največkrat malo sporečeta oziroma prideta navzkriž? Ker nekaj ne gre prav. In kaj običajno ne gre prav? Če kaj prav ne naredim, ali pa hiter. Če preveč na hitro narediš. Danes si dobila novo zadolžitev in moraš razmišljati o tem, kako bi narisala kulturo, ki je na psu. In zdaj že razmišljaš? Ne še, malo je še efekta danes. Na odprtju razstave se je Melita predstavila tudi z eno od svojih animacij, tokrat na temo Leto dni v življenju žabe. Pripravlja pa že novo, kjer bo glavno vlogo imela kar sama. Predvsem za svojo dušo pa poleg dogovorjenega dela ustvarja risanke. Risanke na kakšno temo recimo? Na življenje. Kegljanje. V slovenskih kegljaških ligah so bile odigrane tekme 7. kroga. Hidro je v prvi B ligi izgubil v Ljubljani in je trenutno 4. na lestvici z 8 osvojenimi točkami. V ljubljanski ligi pa je bil odigran 6. krog. Obe medvoški ekipi sta igrali doma in zabeležili zmago in neodločen rezultat. Nogometne zelenice. Ekipa mlajših dečkov je doma zmagala proti Interbloku z rezultatom 3:1. Ekipa Združenih mladincev Škofja Loka Medvode je doma premagala Šobec Lasce z rezultatom 2:1 in osvojila naslov jesenskih prvakov. Ženska nogometna liga Proton. Naša ekipa je v gosteh izgubila proti ženskemu nogometnemu klubu Ločan Škofja Loka z rezultatom 0:3. In še košarka. Članska ekipa Brinox Medvode je v gosteh premagala ekipo Grosuplje z rezultatom 80:91 in je po 5 krogih s 3 zmagami in 2 porazoma na 5. mestu v drugi slovenski ligi. To nedeljo ob 19. uri doma gostijo Celje. Prihodnjič med drugim tudi o tem, kaj delajo parkeljni pri nas že sredi novembra, kakšen je zdrav slovenski zajtrk in kako je 70 let obstoja in delovanja praznovala kmetijska zadruga Medvode. V današnjem dodaji pa je bilo to vse. Imajte se kar se da lepo in nasvidenje.